Pozdravljeni! Tudi tokrat vas bomo presenetili z nevsakdanjo hišo, s prenovljenim stanovanjem in čudovitim vrtom. Pokazali vam bomo moderno hišo v strmem bregu sredi ruralnega okolja, vrt med hišami v Piranu in razkazali prenovljeno stanovanje z umetniškimi slikami, ki so del družinske zapuščine. V naslednjem prispevku si bomo ogledali, kako je živeti visoko v hribu, daleč stran od mestnega vrveža, s pogledom na Ljubljansko kotlino. Gre za sodobno družinsko hišo, ki z marsičim očara, predvsem pa s čudovitimi razgledi. V idiličnem okolju na Katarini nad Ljubljano si je mlada 5-članska družina uredila sodoben dom. Daleč od mestnega vrveža in s čudovitim pogledom v pogosto megleno Ljubljansko kotlino je družina tukaj našla miren pristan. Med tednom teče življenje hitro in izjemno organizirano. Če človek živi na tako odročni lokaciji in se v službo vozi v mesto, je med delavniki precej pestro. Služba, šola, vrtec in številne popoldanske aktivnosti, ki jih imajo otroci, zahtevajo precej natančen urnik in disciplino. Vse to, kar med tednom ne morejo uživati, pa toliko bolj z užitkom zajemajo med vikendi. Pogosto se zbujajo v soncu in kadar je sezona primerna, si na sončni strani privoščijo zajtrk z razgledom. Otroci so ves čas v stiku z naravo in živalmi, brezskrbno lahko pohajkujejo po vasi in raziskujejo bližnjo okolico. Za kondicijo pa poskrbijo tako, da se kar se da pogosto odpravijo na okoliške Polhograjske vrhove. Gospod Borut, vi ste bili kot arhitekt menda zraven že na začetku snovanja te družinske hiše. Še preden je gospodarica vedela, katero parcelo sta izbrala, sta jo vidva že zaarala. Ja, drži. Nekega dne me Tomaž, glede na to, da so že znanca kar nekaj let, pokliče, ali bi se lahko oglasil na Katarini, da bi pogledala 2 potencialni parceli, ker sta se z ženo odločila kupiti parcelo na Katarini. V končnem izboru sta bili 2 parceli in na koncu so prevladali atributi te parcele, na kateri se sedaj nahajamo. Predvsem pa nas je premamil ta neskončen, dominanten pogled v smeri proti Polhom Gradcu. Pa vas ta vzpetina za hišo ni nič prestrašila? Umestiti hišo v tak breg verjetno ni enostavna reč. Drži, mene je, ampak bolj mene kot Tomaža. Ga moram kar pohvaliti, da je investitor neustrašen, je vedel, kaj si želi. Neustrašen, mogoče bolj zaradi tega, ker se še ni dobro zavedal, kaj to pomeni. Mi kot stroka smo ga do neke mere na možne posledice opozarjali, ampak se je na koncu kar izšlo. In ko sta potem izbrala, recimo temu, to pogumno parcelo, kaj je na to rekla žena? Seveda žena v pogledu in pa srečno s to parcelo obnemela, kajti normalno vsak človek, ki pride na to parcelo, pomisli, le kdo bi lahko tukaj gradil hišo, še posebej z idejo, ki sem jo imel jaz v glavi in sem jo predstavil Borutu že ob nakupu parcele. Ampak na koncu koncev, ko je dobila detaljno obrazložitev in ko je videla načrte, ki jih je Borut pripravil za naju po najinih seveda skupnih željah, je spremenila mnenje in je privolila in je dala dovoljenje, da lahko nadaljujemo z gradnjo in pa idejo, ki smo imeli v glavi. Zanimalo nas je še, glede na teren parcele in ruralno okolje, v katerem stoji hiša, s kakšnimi problemi so se soočali pri gradnji in samem pridobivanju gradbenih dovoljenj. Arhitekt Borut Košenina pove, da je bil zagotovo največji izziv prav umestitev objekta v mikrolokacijo, ki v povprečju dosega 40% naklon. Kakšnih večjih zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja pa niso imeli, saj so na podlagi takratnih prostorskih aktov in temeljite analize poselitve tega območja svojo vlogo očitno dobro pripravili in argumentirali. Lastnik Tomaž je še dodal, da sta imela ženo zares srečo pri izbiri arhitekta. Njegovi idejni načrti namreč niso veliko odstopali od začetne ideje in potrebni so bili le minimalni popravki, da so na koncu dobili načrte, s katerimi so bili vsi trije zadovoljni. Oblikovna zasnova hiše je, kot pove arhitekt, kombinacija želja, ki sta jih imela investitorja na eni strani in upoštevanja zahtevnega terena na drugi strani.
Likovno na objektu dominirata dva temna težka kubusa, ki se konzolno zajedata v samo tkivo hiše in sta podprta šopom jeklenih stebrov. Prav to daje objektu nekoliko sodobnejši karakter, obenem pa pripomore k temu, da objekt, ki je trietažen, ne izstopa preveč iz samega terena. Nam lahko na hitro orišete razporeditev prostora v hiši? Hiša je, kot je že Borut omenil, zasnovana za družinsko življenje. Ne? In ker smo želeli, da se hiša loči po fazah oziroma po segmentih, ki so namenjeni staršem in otrokom, smo že v štartu planirali, da bodo vsi spalni deli ločeni od nekega dogajanja oziroma od prostora, v katerem se nahajamo v tem trenutku, ker ta prostor je nek družinski prostor, smo ga poimenovali, kjer naj bi se družina dobivala čez dan, ob praznikih, ob nekih dogodkih, recimo, ali ko povabiš prijatelje, da se lahko veliko število prijateljev zbere za mizo v enem prostoru. In glede na to, da hiša dejansko ne odstopa od prvotne ideje, ampak v nekaj procentih, je posledica predvsem to, da sva z ženo v času gradnje izvedela, da bova dobila drugega otroka, ampak ta drugi otrok ni bil samo eden, ampak sta bila dva. In kar je bilo za naj posledica, oziroma posledico, ki je prinesla ta novica, je bila to, da smo morali malenko spremeniti prostorsko. Seveda nam je na pomoč hitro priskočil Borut, ker če omeni, da smo mi že v tem času hišo gradili in smo morali narediti spremembe, ki pa so se danes v času uporabe izkazali kot perfektne spremembe. Hiša ima 3 nadstropja, zgornje nadstropje je bilo namenjeno v prvi fazi spalnici staršem in 2 spalnicama za otroke. Vendar glede na to, da je hiša sodobna in da sva želela, da ima vsak otrok svojo sobo, smo bili primorani narediti spremembo, da sva se midva preselila z najino spalnico v ta srednje nadstropje. Najina spalnica je bila namenjena nekemu fitnessu, wellnessu oziroma nekemu prostoru za razvajanje, kateremu smo se z lahkoto in brez problemov odrekla. Oba ženo veva, da udobje, ki ga moraš otrokom nuditi, je več kot pa, da imaš nek wellness oziroma nek prostor za neko rekreacijo, ki jo verjetno na koncu koncev ne uporabljaš, če nisi res 100% športnik. No, ampak popolnoma se pa temu niste odpovedala, ne? Del wellnessa je ostal. Opazil sem nek džakuzi ali... Da. Še vedno smo potem želeli kombinirati vse najine ideje, ki so jih imela predhodno, da bi vendarle ostale, in zato je Borut vse te najine želje, se pravi od masažnega bazena do savne, ukomponiral v druge prostore, ki so bili predtem namenjeni popolnoma drugim namembnostim, se pravi najboljša sprememba, kar bi si jo lahko človek želel oziroma bi jo človek lahko dobil ob predpostavki, da mora delati spremembe. Kakor sta se Darja in Tomaž že razveselila dvojčkov, sem bil jaz tudi po eni strani vesel te spremembe, zato ker prostor, ki je bil prej namenjen nekemu wellnessu, ga je bilo meni kar nekoliko škoda, glede na samo pozicijo. In jaz mislim, da je sprememba bila zelo dobrodošla in mislim, da je imeti privilegij spalnico na taki lokaciji s takim razgledom, kot jo imamo sedaj ob tej spremembi. Notranjo opremo hiše sta lastnika izbrala sama. Lastnik se namreč poklicno ukvarja s prodajo notranje opreme in sanitarne keramike in ima glede interjerja že precej izoblikovan okus. Zanimivo je, da sta nekatere kose pohištva izbrala že veliko prej, še preden sta videla načrt za hišo. Lastnik pove, da sta se ženo izjemno navdušila nad posteljo in sedežno garnituro, ki jo imata sedaj v dnevni sobi. To je bila neke vrste ljubezen na prvi pogled, pove lastnik, in doda, da so ostalo opremo potem prilagajali tem že vnaprej izbranim kosom. Vso pohištvo, ki je v hiši, je standardnih mer in se lahko kupi v salonu, tako da mizarja pri tem projektu niso potrebovali. Lastnik rad pove, da se mu prijatelji malo nasmehnejo ob izjavi, da je bila hiša narejena po dimenzijah keramike. Vse dimenzije v hiši se ujemajo z dimenzijami keramike, ki je bila takrat na voljo oziroma ki sta jo lastnika izbrala. Keramične ploščice tlakov in tiste, ki so jih uporabili pri kaminu, so izjemno velikih dimenzij. Kamin je oblečen v keramiko, ki ima videz naravnega kamna oniksa, in ploščica, če ji lahko tako rečemo, je iz enega kosa. Seveda sem imela z Borutom v prvi fazi drugačno idejo, da bi uporabljala tudi velike plošče na fasadah, ampak ker je bilo v tistem trenutku
to še rahla znanstvena fantastika, ker pri nas ni bilo izvajalcev in pa sama postavitev oziroma implantacija teh velikih plošč na fasado ni bila dorečena niti strani proizvajalcev, smo se tej velikim ploščam odrekli in smo šli na fasado v plošče manjše dimenzije, drugačnega materiala. Na fasadi se je uporabila plošča iz materiala klinker, ki ima blazno dobre lastnosti v prevajanju toplote, absorbiranju toplote in pa samem dihanju hiše. Tako da je sama hiša, odkar smo naredili fasado, se obnaša popolnoma drugače kot predtem. Moram poudariti, da smo živeli eno leto brez fasade in razlike med današnjo uporabo in pa stroški, seveda, ki so nastali ob uporabi toplotnih črpalk brez fasade, so se enormno zmanjšali in moram reči, da je hiša zelo dobro izolirana in varčna hiša. Gospod Tomaž, dobili ste hišo, kot ste si jo želeli, in kakšno je zdaj bivanje v hiši? Je tako, kot ste si predstavljali? Če sem pošten in moram priznati, je bivanje še boljše, kot smo si lahko predstavljali v štartu oziroma ob samem načrtovanju hiše, ker nam res ponuja veliko komforta, lokacija je fenomenalna, življenje tukaj na vasi je enkratno, saj se vsak dan, ko se vrnemo domov iz službe, počutimo, kot bi prišli nekam na dopust, ker prevladuje tišina, mirnost okolja, ni neke gneče pretirane in tako naprej. Tako da se počutimo fenomenalno. V nadaljevanju oddaje vam pokažemo vrt med hišami v Piranu in prenovljeno stanovanje, kjer so za izhodišče opremljanja izbrali barvo parketa. Piran marsikoga prevzame z ozkimi ulicami, ki navdušujejo svojim stoletnim šarmom. Vabim vas na terasast vrt med hišami, na vrt, ki je bil včasih v lasti nun, kasneje pa je bil del gostinskega lokala s plesiščem in baliniščem. Lastnica dobro ve, da na vrtu najprej opazimo cvetje. Da je njen vrt videti čim bolj privlačen, spomladi posadi veliko sezonskih barvitih posodovk. Nekatere napolnijo keramične lonce, drugim poišče mesto v kamnitih posodah. Obvezne so pelargonije različnih barv, petunije, žametnice in druge znamke. Izbira po navdihu, kar ji pač pade v oči v vrtnariji, kjer nakupuje sadike. Lastnica enega od bujnih piranskih vrtov nam je odprla njegova vrata, sama pa se ni želela izpostavljati. Njene zelene terase so gotovo vredne ogleda, četudi jih sicer ni mogoče videti. Na vrtu lahko uživajo le gostje njenih apartmajev, radovednih obiskovalcev pa ne sprejemajo. Podobno kot nek drug vrt v Piranu, ki smo ga v naši oddaji videli pred tedni, je tudi vrt gospe Marine Golob obešen na strm breg, terasasto razložen. Vrt ji veliko pomeni. Lastnica rada pusti naravi svojo pot. Zato mnogi grmi niso prav natančno obrezani. Marsikaterega bi bilo dobro zmanjšati, a gospa Marina raje odreže manj kot preveč. Le bršljanu ne pusti proste poti, zato se ga loti sredi zime, že januarja. Toplo sredozemsko podnebje sicer spodbuja rast, vendar rastline ne morejo brez vode. Zalivanje na terasah tega vrta je urejeno po starem. Na vsaki terasi je urejen vodovodni priključek, poleg pa leži cev za zalivanje. Posodovke dobijo svoj odmerek vode iz zalivalke. Lastničin mož skrbi za miniaturni zelenjavni vrtiček. Na njem zraste nekaj solat in paradižnikov za domačo kuhinjo. Terase, ki danes določajo obseg in vsebino vrta, so nastale že prej, preden je gospa Marina začela čistiti zaraslo okolico. Iz obdobja prejšnjih lastnikov izvirajo mogočno kakijevo drevo, več grmov rožmarina, žajblja in lovorja.
Seveda tudi vse prisotni bršljan spada med prvotne prebivalce tega vrta. Precej staro hišo sta kupila starša sedanje lastnice sredi 80. let prejšnjega stoletja. Zakonca Golob pa sta pozneje dokupila sosednjo hišo. Postopoma so uredili apartmaje, namenjene oddajanju. Pred menjavo lastništva je tu živel starejši italijanski par. V hiši je bil nekoč celo gostinski lokal. Na eni od teras je še videti ostanek balinišča, na majhnem odru pa je občasno igrala glasbena skupina za ples. Gospa Marina vrt najbolj skrbno neguje med sezono, ko ga prepušča svojim gostom. Ko pa odidejo zadnji, na njem začne uživati sama. Stanovanje v večstanovanjski stavbi sta lastnika pred vselitvijo na novo opremila in vso opremo prilagodila barvi parketa. Stanovanje je postalo dom z energijo, v katerem se že pišejo nove zgodbe in ohranjajo spomini na dediščino. Osemdeset kvadratnih metrov veliko stanovanje je arhitektka Marjetka Pajk opremila po željah lastnikov. Lastnika imata rada preprost, asketski slog in ravne linije. V moderen ambient sta želila umestiti tudi umetniške slike, ki so del družinske dediščine. Gospa Marjetka, kakšen je tloris tega stanovanja? Tloris stanovanja je zelo razgiban, po drugi strani pa zelo funkcionalen. Tloris obsega 80 kvadratov, stanovanje je pritlično, ima izhod na teraso in majhen vrt. Stanovanje pa je zasnovano tako, ob samem vhodu imamo WC za goste, utility in manjšo garderobo. Osrednji del je sestavljen, v bistvu ima postavitev jedilnega kota, kuhinje in pa dnevnega kota. Imamo pa potem posebej ločen spalni del, kjer imamo udobno spalnico, kabinet, predsobo in pa kopalnico za družino. Nekaj od teh prostorov je prostorov brez naravne svetlobe. Verjetno se jim je bilo treba še posebej posvetiti. Ja, bo držalo. Stanovanje sicer ima veliko svetlobe v osrednjem delu, kjer je panoramsko okno, in v spalnici je veliko okno, drugače pa prostori, nekateri so celo brez, kot naprimer kopalnica, hodnika sta brez svetlobe in tukaj je bilo treba rešiti ta problem z pametno razsvetljavo, ki bo hkrati tudi ne samo funkcionalna, ampak estetska. Sta pa lastnika se zelo poglobila v igro svetil. Obiskala sta veliko trgovin tudi v tujini in potem našli smo rešitev, ne le s tem, da smo dobili svetlobo, ampak smo s postavitvijo luči naredili prostor, sploh ta glavni prostor, zelo razgiban. Se mi zdi, da bi to stanovanje utegnilo biti všečno širši populaciji Slovencev. Je bila taka želja po opremi strani naročnika? Ja, je bila velika želja po stanovanju, ki bi jima ustrezalo, tako kot sta si ga tudi zamislila, se pravi na ravnih tonih, da dobita veliko prostora in funkcionalne kose pohištva. Ko sta prevzela stanovanje od prejšnjih lastnikov, je bilo sicer stanovanje prazno, ampak potrebno temeljite prenove. Najprej smo začeli pri parketu, ki je bil na novo zbrušen in naoljen. In sam parket, ki je po prenovi res zasijal, je tudi enostavno narekoval podobo barve linije celotnemu prostoru. Tako je v bistvu nastala želja po temu, da gremo v take bež mirne tone. Izbrali smo poleg barve sten tudi take tapete. Njih veliko v stanovanju, le nekatere stene smo z njimi oblepili. Zelo zanimiva je pa naprimer tapeta v kuhinjskem delu nad delovnim pultom, ki ima podobo minerala, je pa zaščitena s steklom. Mogoče je zanimivost ta, da to steklo ni prilepljeno na steno oziroma na te tapete, a ne z silikonom,
ampak je samo steklo brušeno pod kotom 45 stopinj in to se odlično prilega k pultu ter omarici, tako da ta silikon ni viden. Kaj pa ta stena, to pomeni, da je to tapeta? To je tapeta, ima videz nekega mogoče betona, podlaga zlata, ne navadna, ampak vendar s temi vsemi lučmi v prostoru zaiskri in v bistvu na to steno ni bilo potrebno dati niti slike. Kaj pa se skriva za zavesami v predprostoru? Za zavesami v predprostoru se pa skrivajo police za čevlje. Ampak zgodba je taka, ta prostor je bil ene vrste shramba oziroma je imel tudi vrata, vendar sta lastnika zelo želela imeti garderobo in prostor za čevlje in pač druge stvari, ki jih imamo, vsakodnevno uporabljamo, in se je porodila zamisel, ker je prostor majhen in bi omara z vrati delovala utesnjeno, sploh ko bi to odpiral, je padla ideja, da se tam dajo zavese, iste barve kot so stene, in na delu stene, ki je pa prosta, je pa dovolj prostora bilo za obešalne kljukice. No, pa podobne zavese ste uporabili tudi na drugih delih v stanovanju? Ja, podobne zavese smo uporabili samo v dnevnem prostoru in pa v spalnici. V dnevnem prostoru so rahlo prosojne, tako da vidiš ven, ne vidite pa vsak čist jasno noter. V spalnici so pa tako imenovane blackout zavese, ki temnijo popolnoma. Kaj pa kopalnica, je bila tudi ta prenovljena? Kopalnica je bila tudi prenovljena in kopalnico je pa res idejo za celo kopalnico uresničila svojo željo lastnica, ker si je to kopalnico želela prav takšno, kakršna je. Tudi druga stranska pomoč in ideje in niso bile tako všeč kot ta njena. In res se je tudi dalo urediti tako, da ima zdaj namesto kadi kanaleto, ima čudovit umivalnik na tikovi omarici položen in pa še par detajlov, ki imajo vonj po naravni spa kopalnici. In iz kakšnega materiala je ta kanaleta? To so kanaleta, v bistvu namesto kadi se položijo ploščice in izliv vode, odtok vode je potem direkt v tla. Kakšne vrste les je položen gor? Gor ima pa tik, zato da je bolj udobno, ko se tuširaš, pa tudi ne drseče je. Posebnost kopalnice je tudi električno gretje ogledala. Ni samo talno gretje nameščeno po tleh, pod ploščicam, ampak je lastnica se domislila, da bi to uporabila tudi za ogledalom in s tem dosegla, da se ne rosi. Na kakšen način pa je urejeno ogrevanje stanovanja? Stanovanje se ogreva na plin, drugače pa za take predsezonske in posezonske hladne večere in dneve pa sta si lastnika omislila kamin na drva. Tudi sicer je bila to njuna želja že nekaj časa, in v tem novem domu sta jo uresničila, tako da to je bilo malo večji poseg. Izbira kamina pa je tudi bila kar ena poseben projekt, tako da želela sta si višji kamin in velik in viden z vseh kotov, praktično. Je pa še ena taka, bom rekla, bila prepreka postavitve tam kamina, da ne bi stal preblizu pultu, je bilo potreba namestiti nek distančnik iz kovine, tako kot kamin, zato da se ne segrevajo ostali deli kuhinje. No in zdaj ta prostor je idealen za shranjevanje drv, pa tudi polepša cel ta kot. V stanovanju je tudi kar nekaj umetniških slik. Tako, ja, to je zapuščina, dediščina, ki jo je dobila lastnica. In ko smo to stanovanje dokončali, je rekla, joj, kaj bomo pa zdaj s tem slikam? Niso morda v primernih okvirih za tak tip stanovanja, pa so nekaj pa jih bova pregledali. No, in ko sem jaz te slike videla, ni bilo nobene ovire, da ne bi te slike našle prostor na teh stenah. In z njimi smo tako rešili tudi ta problem, da smo ta mogoče mal asketski dom
zdaj spremenili v en bolj tak topu, domač in tudi ona je dosegla to, da so njene ljube slike visijo tam, kjer si jih je želela imeti. Pa so okviri ostali taki, kot so bili prvotno? To je zanimivo vprašanje. Okviri so pa postali točno taki, kot so bili prvotno. Klasični, leseni, eni malo manj vidni in opazni. Vsebina je tudi zelo klasična teh slik, nekatere so tudi nabožne, pa vendar perfektno pašajo v ta okoliš in ta ambient. Če si želite sprememb v vašem domu, vam je na naši spletni strani www.tvambienti.si na voljo obilo idej. Vse, kar potrebujete, je nekaj domišljije in pogum. Vse ostalo pride samo od sebe, tako kot v življenju, tudi pri prenovi doma. Pozdravljeni do naslednjega tedna, ko vam bomo pokazali staro meščansko stanovanje, ki sta ga čisto po svoji meri uredili mati in hči, in hišo s slikarskim ateljejem, katera nudi zavetje 180 let stari vinski preši.